Realna števila so zadnja izmed števil v sklopu srednje strokovne šole. Namreč vse operacije, ki jih bomo spoznali, se dogajajo znotraj realnih števil. Tako da dobrodošli pri zadnjih številih, ki jih še nismo spoznali. Verjamem, da ste jih že srečali kje prej, zdaj jih pa še uradno spoznajmo. Če malo ponovimo, kaj smo že imeli, od števil. Imeli smo naravna števila, označili smo jih takole z naravnimi števili. In smo rekli, ja, naravna števila so števila, s katerimi štejemo. In tega ni bilo prav dosti, ne. 1, 2, 3, 4, 5, takoj ko smo pa hoteli odšteti kaj, pa že ni bilo več tega. No, in potem smo dodali, da smo lahko dodali še odštevanje, še cela števila. In smo rekli, dobro, naravna števila so tole, zdaj pa mi rabimo cela števila. Kaj so pa to cela števila? Cela števila smo pa dodali vsa števila, ki so že itak naravna, ne. Potem smo dodali število nič in pa dodali smo cela negativna števila, ne. Se pravi -1, -2, -3 pa tako naprej, ne. Tukaj so pa 1, 2, 3 pa tako naprej. No, in potem nam še ni bilo dosti, ne. In smo se odločili, da rabimo še pa, koliko bi pa pol opisali, ne. In smo dobili še deljenje oziroma dobili smo še racionalna števila. In smo dobili še racionalna števila, ne. Tu so pa ulomki pa decimalne številke pa tako naprej, ne. In isto seveda obstaja pozitivno, negativno pa število nič, ne. In no, ta naša množica je kar rasla, ampak zdaj imamo še pa ena števila, ki nekako ne sodijo sem noter. In sicer eno izmed takih števil je na primer koren 2. Koren 2 nima svojega doma tu v tej množici in zato smo seveda potrebovali večjo množico. In ta večja množica bodo pa naša realna števila. V resnici s temi krompirji, ki sem jih zdaj narisala, ne, se težko znajdemo mi matematiki oziroma tudi težje vidimo, kje so še tista mesta, ki so nam ostala. Zato smo pač vsa števila prikazovali na številski premici. Bom jaz zdaj eno številsko premico narisala, ne. Recimo bom jo kar ravno narisala. Tako. In na številski premici smo, če to zgodbo ponovimo zdaj, rekli tako, imamo izhodišče, potem če vzamemo eno enoto, dobimo tukaj 1, in vse enote, ki jih preštejemo v desno, to so naravna števila. Pa je 4, ne. Pa 5, pa tako naprej. No, potem smo pa rekli, ja, pa bi radi tudi odštevali in zrcalna slika števila 1 je bila -1, -2, -3, -4. No, pol smo pa rekli, ja, zdaj pa bi tole enoto dali še na pol, ne, pa smo dobili 1/2. Ampak če bi dali pa od 0 do 1/2 še na pol, bi dobili pa 1/4. In tako bi se manjšali, ampak vedno bi še nekaj števil ostalo. Se pravi, z racionalnimi števili že res veliko števil pokrijemo. Tako, ne. No, rekli smo pa, da tule nekje bi bilo pa število koren 2, ki se mu nikoli ne približamo. No, in število koren 2 rečemo iracionalno število. Ni racionalno. Zdaj, ko ga pa ločimo od racionalnih števil. Na primer, če imamo 1/2 in jo zapišemo decimalno, je to 0,5. Če imamo 1/3, pa jo zapišemo decimalno, dobimo 0,3, 3, 3, 3 in se to neskončno nadaljuje, ne. No, če imamo pa koren 2, potem je pa 1,4, 1 in recimo že, če damo na kalkulator, nam se tukajle ta zapis nikoli ne ponovi. Ne moramo dati periodo, ne, da je to 0,3 na periodu. Tega ne moramo dati pri korenu. In to pomeni, da ima neskončen zapis in se nikoli ne ponovi,
in zato je iracionalno število. Ne. Da se to predstaviti tudi s kvadratom, pa diagonalo, pa zdaj ne bomo to, zato ker bolj pomembno je pač, da veste, da obstajajo ta števila. Recimo, eno takih števil je tudi pi. Ne vem sicer, kdaj boste gledali ta video, ampak pi je 3,14, pa pol naprej še veliko številk. Eni imajo prav tekmovanja v tem, da ta pi zapišejo do čim dlje natančnosti, do čim boljše natančnosti, a ne. Eni ga malo slavijo, to slavim tudi jaz, ne, 14.3., svetovni dan števila pi, tudi Albert Einstein je imel takrat rojstni dan. Se pravi, to je eno izmed iracionalnih števil in to je eno izmed iracionalnih števil. In realna števila potem takem so racionalna števila plus iracionalna števila in vse to so pa zdaj vsa števila na tej naši številski premici. In kadar bomo se mi pogovarjali o vseh številih, to pomeni, da če velja za vsa števila, velja za vsa realna števila. Obstajajo še potem ena števila, ampak imaginarna, ampak te pa večinoma obravnavajo v gimnazijah ali pa v višjih letnikih na faksu, a ne. Tako da zaenkrat se bomo mi mogli zadovoljiti z realnimi števili. Tako. Zdaj pa računanje, a ne, s temi števili je pa tako. Računanje z realnimi števili je tako, da lahko delamo natančno. To pomeni, da rečemo 1 koren 2 pa 2 korena 2 so 3 koreni 2. Ali pa rečemo, naredimo si približek iz korena iz 2, pa tako računamo, ne. In zdaj si bomo obe poti v naslednjih videih pogledali. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!